Nova zasedba na domačem glasbenem prizorišču je Potnik, Luka pa je z mano. Lep pozdrav. Lep pozdrav sem. Ste obalna zasedba, vas na kratko predstaviš? Ja, torej smo štirje, klasična rock zasedba bi rekli. Na bobnih je Manuel Kotjančič, na basu je Erik Filipčič, kitaro, torej lead kitaro igra Žiga Dodič, jaz sem pa Luka Furlan, pevec pa ritem kitara. Je to vaša prva zasedba ali ste se kalili že kje drugje? Ne, smo vsi že nekako izkušeni glasbeniki. Večinoma so fantje že igrali prej v nekih avtorskih zasedbah, jaz sem pa prej imel bolj neke preigravanje nekih drugih coverjev, recimo bendi po nekih prizoritvah, recimo pa spremljevalni bend. Sicer pa tako resno, kot smo se zdaj lotili, pa mislim, da za prvi del vseeno, ker je nastalo praktično iz nekega polnitve prostega časa, zdaj se pa razvilo v to, da smo album posneli, pa dejansko smo nekaj naredili. Nadeli ste si ime Potnik, smo potniki danes vsi v takšnem ali drugačnem smislu? Ja, torej tudi naša besedila govorijo predvsem o nekih, torej ne o nekih groznih globalnih problemih, ampak govorijo o stvareh, ki ponavadi jih zanemarimo, zaradi tega, ker se nimamo časa ukvarjati z njimi. Torej, dajmo reči, da so lahko tudi te problemčke oziroma situacije, o kateri govorimo, neki potniki, ki pridejo in grejo in še zmeraj v nas pustijo nek vtis. Tako da potnik je zaradi več razlogov, mogoče zaradi pomena besedil, malo je tudi iz nekega heca, ker se pač vozimo na vaje, živimo v Ljubljani, fanti v Kopru, dobivamo se pa na Kozini, tako da smo dejansko non-stop na cesti. Ampak ja, praktično poskušamo priti do vsakega poslušalca in se mu približati z tem, kar imamo za povedati. Da lep potnik doseže svoj cilj. Vi seveda v glasbenem smislu. Hvala lepa. Kreativnost vas je sedaj pripeljala skoraj do albuma, ta bo išel v prihodnjem letu. Kako daleč ste z materialom? Material je končan. Material je, kar se glasbenega dela tiče, je končan. Album super zveni, še posebej zahvala Denisu Horvatu, našemu producentu, ki nas je izoblikoval tako, kot v bistvu nismo niti sami vedeli, da bomo na koncu zveneli. To je bila tudi želja, da najdemo nekoga, ki v bistvu s temi našimi surovimi izdelki, da nas zapakira v nekaj, kar je in doda neko piko na i temu, pač, kar smo naredili. In mislim, da je to njemu dejansko zelo dobro uspelo. In ja, torej glasbeno smo zdaj zaključili zadevo, posnetki so masterizirani, zdaj moramo samo še vizualno zapakirati to, da bo dejansko en lep izdelek na koncu prišel, pa seveda to predstaviti ljudem, nekako spromovirati, pa ne bo imeno kaj poslušljivosti. Naslov albuma torej že imate? Že imamo naslov albuma, ta se je obsklical prvi. Zelo enostavno. Enostavno. Ker pač prvi. Kaj ti potem prihaja drugi in tretji? Ja, definitivno. Mi smo se zelo zabavali v tem obdobju, tako da mislim, da materiala že imamo nekaj nabranega za naprej, sicer nič konkretno narejenega, ampak željo imamo po tem, da ustvarjamo dalje. Smo se vsi nekako našli v tej energiji, ki smo ustvarili skupaj. No. Tako da mislim, da bomo kar nadaljevali naprej z delom. Smo komaj začeli uživati. No. Na prvem bo tudi skladba Tuje roke, ki ste jo dali kot prvi singl. To je drugi singl. Prvi je bil lansko leto, Ignor, zdaj pa drugi. Je pa res, da smo z prvim, ko smo ga dali ven, še nismo točno vedeli, na kakšen način bi se predstavljali in za tega pač ni bil sploh neki veliko odziva. Na koncu smo v tem času tudi začeli sodelovati z Založbo Dallas, ki je sigurno da neki zraven iz njihove aspekta znanja, recimo ko sploh prije do nekih poslušalcev. Tako da ja, ta je zdaj drugi singl, ampak dajmo reči, da s tem smo šli malo bolj resno, z videospotom pa dejansko napovedali tudi izid albuma. Luka, kje ste snemali videospot? Videospot smo snemali v enem majhnem gozdičku, luskanem gozdičku zraven Vodic, ki ima majhen tak ribnik, ker se ribiči radi zadržujejo. Nekaj smo tam že snemali prej, jaz namreč ukvarjam s temi stvarmi in mi je bil super lepo zgledalo, pač tista lokacija je tak res misteriozni kotiček z tem jezerom sredi ničesar in ja, smo rekli, to je to, kar hočemo uporabiti v tej zgodbi. No. Poslušalci si lahko izdelek gledajo na YouTube, skladbo bova sedaj poslala tudi našim poslušalcem, zato beseda je tvoja. Ja, jaz upam, da vam bo všeč. Če vam je všeč, dajte nas lajkniti na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu seveda sigurno pripravljamo še kup enih luštnih vsebin, kakšen video spot prije spet malo in spremljajte nas in upam, da nas boste spremljali do izida albuma in da vam bo ta tudi všeč. Tako da, lepo poslušanje. Danes je barva neba drugačna, danes ima veter drugi von. Danes pišem svojo zgodbo, moje misli niso več zastonj. Ker vem, da tako ne bom več dolgo, ker vem, da vas zares nič ne skrbi. Ne prenesem, da me gledajo tvoje oči, ne prenesem, da me tikajo tvoje roke, kar ostane
svoje oči. Ne preneseš, da te tikajo svoje roke. Kar ostane v glavi, zdaj te boli. Ni več prostora za moje zvoke.